Združeni arabski emirati, ZAE, so izstopili iz OPEC-a. Kaj misliš o tem? Mislim, da je super. Torej, 1. maja 2026 so Združeni arabski emirati uradno izstopili iz OPEC-a po 59 letih članstva. To je ogromno. Da bi razumeli zakaj, moramo začeti na začetku, ker je OPEC ena tistih organizacij, za katere je skoraj vsak že slišal, a večina ljudi je v resnici ne razume. OPEC pomeni Organizacija držav izvoznic nafte. Ustanovljena je bila leta 1960 s 5 članicami: Irakom, Iranom, Kuvajtom, Saudsko Arabijo in predvsem Venezuelo. Skupaj se odločamo, koliko nafte bomo proizvedli, da lahko nadzorujemo svetovno ceno na način, ki nam koristi. Skupaj določamo ceno, skupaj ustvarjamo dobiček. Njene ustanovne članice so skupaj nadzorovale približno polovico vse svetovne proizvodnje nafte, kar je pomenilo, da so lahko z dogovorom o zmanjšanju proizvodnje močno vplivale na svetovno ceno. Ogromna pogajalska moč nad celotnim svetovnim gospodarstvom, in ta moč je v rokah kartela OPEC-a. Ko so Združeni arabski emirati ta teden izstopili, je bil OPEC že organizacija, ki je bila hkrati pod pritiskom iz 3 smeri. Odhod Združenih arabskih emiratov ni začetek konca OPEC-a. Morda je tole konec konca. ZDA, Združeni arabski emirati in Venezuela po Maduru skupaj predstavljajo proizvodnjo nafte in zaloge, ki že presegajo vse, kar lahko preostali člani OPEC-a združijo. To pomanjkanje usklajenosti je delno razlog, zakaj Združeni arabski emirati odhajajo po 59 letih. Saj je bilo to razmerje že zelo dolgo vse bolj neprijetno. Da bi razumeli, zakaj je postalo neprijetno, morate najprej razumeti, kaj so pravzaprav Združeni arabski emirati. Združeni arabski emirati so federacija 7 emiratov, ki so se leta 1971 združili v eno državo. Toda to je tisto, kar naredi Združene arabske emirate resnično drugačne od skoraj vseh drugih članic OPEC. V zadnjih 3 desetletjih so Združeni arabski emirati, še posebej Dubaj, sprejeli strateško odločitev, da zgradijo gospodarstvo, ki ni odvisno predvsem od nafte. Močno so vlagali v turizem, finančne storitve, trgovino, nepremičnine, tehnologijo, logistiko. In rezultat tega je, da je danes Dubaj eno izmed najbolj obiskanih mest na svetu, dom enega najbolj prometnih letališč na svetu, globalno finančno središče in kraj, kjer živijo in delajo ljudje več kot 200 narodnosti. Izstop Združenih arabskih emiratov iz OPEC-a je stava, vendar ni stava na en sam izid. To je stava, da se bo iranski nadzor nad Hormuško ožino končal. V trenutku, ko ta grožnja izgine, se komercialni pomorski promet znova vzpostavi, stroški zavarovanja se normalizirajo in se koridor skozi Hormuško ožino ponovno odpre. V tem primeru so Združeni arabski emirati pripravljeni takoj preplaviti trg. Združeni arabski emirati so sprejemali ukrepe, Abrahamovi sporazumi, poglabljanje odnosov z Washingtonom in zdaj OPEC, ki predstavljajo vse bolj neodvisno zunanjo politiko, ki ne poteka več prek arabskih držav, kot je tradicionalno potekala zunanja politika zaliva.